Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes bo tema svetovno prvenstvo v nogometu, zato v studiu pozdravljam gospoda Janka Irgoliča, enega redkih Pomurcev, ki je izkusil strast oziroma slast, kako je nastopati oziroma biti del reprezentance na svetovnem prvenstvu. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, če se za začetek dotakneva tega, Slovenija letos ni zraven. Kaj ste sami pričakovali pred prejšnjim ciklom in kako komentirate to, da Slovencev ni zraven, ta rezultat, ki ni bil ravno spodbuden? Ja, moje mnenje je takšno, da mislim, da je popolnoma realno, da Slovenije na tem svetovnem prvenstvu ni zraven. Mi smo namreč na svojimi nekimi zdrahami malo zaostali za svetovnim nogometom, za nekim razvojem. Malo pogledamo, kje igrajo naši igralci oziroma kje ne igrajo. Prejšnji selektor Katanec, kakšno izbiro je imel on? Poglejmo recimo kaj za naše sosede iz bivše države, Hrvaška, Srbija, ki sta na svetovnem prvenstvu, kje igrajo njihovi igralci? V vrhunskih klubih, v Premier ligi, v Bundesligi, v Franciji, kje pa mi igramo? To je to vprašanje in to je ta tudi ena zamenjava generacije, ni bila najbolj posrečena. Jaz mislim, moje mnenje, da bi vseeno morali iz slovenske lige malo več talentov forsirati in ko je nekdo forsiran, se pravi, pogledaš skozi prste, tudi takrat, ko malo slabše igra. Če čutiš kot trener ali selektor, da ima dušo, da ima to željo, to zmagovalnost v sebi, potem bi poskušali s temi igralci. To je moje mnenje. Tako, tudi zlata generacija, katere del ste bili tudi sami, je imela tisto nekaj, pa čeprav igralci takrat prav tako niso igrali v nekih določenih vrhunskih klubih, pa vendarle so z neko kemijo znali to nadomestiti. Kaj je imela torej tista generacija in je ta trenutno verjetno še nima ali pa išče? Ja, to zdaj, če navežem to zgodbo, ko sva prej začela, takrat je praktično samo Zlatko Zahovič igral v en velik klub za Porto. Miran Pavlin, vem, da je primer, samo rečem, je bil v, mislim, da tretji nemški ligi in je potem s tretjo nemške lige prišel v drugo ligo in potem preko nazaj v prvo ligo. Redki so igrali zunaj, Če so pa igrali, so igrali v nekem nižjem rangu ali pa v takih državah, ki niso konkurirali, recimo v evropskem ali svetovnem vrhu. In to je tista zgodba, ko mogoče javnost ne pozna. To je ena zgodba Srečka Katanca, ki je dejansko omenil na prvem sestanku sebe. Jaz nisem bil talent, sem pa delal z garanjem, pokazal svoje trebušnjake, pokazal pri 40 ali 42 let, koliko je bil star takrat kot selektor tu nekje, je bil boljše pripravljen kot marsikateri igralec. Rekel, z garanja boste nekaj dosegli. In preko tega, te kemije, normalno imeli smo tudi eno strašansko klapo, ki je bila kemija med igralci. To je bilo in na igrišču, in izven igrišča. To je tudi že, mislim, da Zlatko Zahovič v nekem intervjuju omenil ali pa v svoji knjigi ali v tistem dokumentarcu. Tudi so delali stvari, tudi prekrške določene, ampak držali se skupaj. Skupaj so držali na terenu in to je bilo en za drugega. Želja po uspehu. Ja, želja po uspehu za Slovenijo in samega zase. Ker so vedeli, če bo ekipa naredila neki uspeh, neki odmevni uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo, potem se bo lažje tudi nekdo prodal. In tako so se ti dečki začeli prodajati nekje po Evropi. Od vseh, če naštejemo, zdaj ne vem. Tako na svetovnem prvenstvu, kaj se je vam samemu najbolj morda vtisnilo v spomin, kaj je bilo tisto, kar vam je bilo najbolj fascinantno, pa vendarle lahko omenimo tudi to, da bi leta 2002 slovenska reprezentanca vendarle lahko dosegla boljši rezultat. Ja, to je res, tudi mnenje moje osebne, tudi javnosti. Na prvi del vprašanja, svetovno prvenstvo recimo je ena krona neke karijere. Jaz kot igralec oziroma kot vratar takrat v bivši Jugoslaviji je bilo strašansko težko priti do prve jugoslovanske lige kot Slovenec. Meni je to na nek način uspelo in potem sem te izkušnje v tej naši državi po letu 1991 v Muri in v Beltincih nekako kazal. Meni je bila ta prva liga, slovenska prva liga, takrat ena igračka. Taka razlika je. To vam lahko zdaj povem. To je resnica. Jaz sem jo doživel, ker sem igral v prejšnji ligi v Jugoslaviji in v tej naši slovenski ligi. Zdaj pa na drugi del vprašanja smo pa
Sva pa rekla to, da bi Slovenci verjetno lahko dosegli boljši rezultat. Ja, to je to mnenje, ki je potem vladalo. Nažalost, igrali smo prvo tekmo proti Španiji, ki je bila absolutni favorit, tudi en izmed favoritov prvenstva. Izgubljali smo tekmo 2:0 in pri 2:0 je takrat Srečko Katanec zamenjal Zlatka Zahovića in še enega igralca. In namesto njih, mislim, da je dal Cimerotića in Načimovića, ki sta potem preko neke akcije zmanjšala rezultat na 2:1. Mi smo bili egal v tekmi na koncu in na koncu je sodnik iz Afrike en taki sumljiv penal za Špance, čist pred par minut pred koncem, tako da smo tekmo izgubili. Ampak ta poraz, recimo, če si realen, moraš kalkulirati. Recimo proti Španiji 0 točk. Nam je bila šansa Južnoafriška republika in pa Paragvaj. In namesto, da bi se pripravljali na te dve tekme, da bi prišli naprej, da bi naredili neki uspeh, potem je z odhodom Zlatka Zahovića in s temi spori padlo vse v vodo in dejansko začela vladati reprezentanci nekje na vrhuncu nekega dogodka, je neka melanholija in na koncu smo skomaj vsi čakali, da prijemo domov. Verjetno bi se pa zgodba precej drugače iztekla, če do tega spora ne bi bilo, seveda to je veliko čejev. Sigurno, to je tista naša majhnost, to je lahko rečemo samo majhnost. To, kar sem prej hotel povedati, prejšnje svetovno prvenstvo, to je en drugi svet. To je tudi vsa organizacija, to varovanje ekipe, hotelu, ne more, nihče ni mogel priti, recimo takrat v Koreji do nas, ali mi smo recimo 10 dni priprav na Japonskem. Mi smo imeli poln stadion blizu Hirošime, v enem majhnem mestu, nekje 10-15 tisoč ljudi nas je gledalo na treningu. Oni so se nas dotikali kot Evropejce. To, recimo, Japonec pride, se hoče dotakniti, ker si ti neka, ne vem, za njih neka zvezda ali pa nekdo, pač nekaj več. In to so, rekel, ta organizacija, ta pripravljenost na recimo stadioni, to vse res, moram povedati, na to svetovno prvenstvo je bilo pripravljeno na vrhuncu. In to je eno taki dogodek, ki se ti tisne v dušo, nihče tega potem ne more v življenju več vzeti. Kar sem hotel naslednje vprašati, to sami ste omenili prej, sodnike in tisto 11 metrovko. Letos sodniki prvič na svetovnih prvenstvih uporabljajo sistem VAR, torej video analizo, video pregled. Kako ga sami komentirate, kako se vam zdi, je to ena pozitivna stvar v nogometu ali bo še postala pozitivna stvar, se jo bo še treba nekoliko navaditi? Tako kot svet gre naprej, tako kot tehnologija gre naprej. Jaz mislim, da je popolnoma upravičeno in bilo nujno potrebno, da so uvedli ta VAR sistem tudi na ta velika tekmovanja. Zdaj v naših ligah ali pa v teh manjših ligah si tega ne moremo privoščiti, ampak na teh prvenstvih smo že doživljali v preteklosti ogromno golov, tudi v kvalifikacijah, ki so bili priznani, pa niso bili, ali so bili goli, pa tudi niso bili priznani, ali celo, se spomnim, nemške tekme z Bundesligi, zdaj ne govorimo o tem, je žoga šla mimo gola in je sodnik priznal gol, in se potem tekmo razveljavili, ker so imeli oni takrat uvedeno že to s kamerami. Tudi tukaj, zdaj pa je spet odločitev sodnika, imajo navodila, recimo takrat, ko res ni siguren, ko neka stvar odloča, ali je to gol, ali je to 11 metrovka, ali je to neki res prepovedan položaj, da ni siguren, da gre pogledat. Drugače, negativno pa je to, da bi bilo preveč prekinitev. Da bi šel zdaj pri vsakem, kaj ni siguren, vsake, ki nekaj zažvižga, če zdaj gledamo recimo tudi včerajšnje tekme, Brazilci so protestirali pri golu, ki ga je Švica dosegla. Tako, zaradi morebitnega prekrška. Lahko je, lahko ni, ampak sodnik se je odločil, da je bilo premalo. Se pravi, pa je bil blizu, videl je roke na hrbtu brazilskega branilca, recimo, ampak se ni odločil za pregled, so do gol in to je gol. Zdaj je to pravilno, recimo. Takrat, ko je on prepričan, takrat mora prevzeti tudi neko odgovornost in odločitev prinesti sam. Ko pa je stvar na meji, takrat pa naj gre pogledati.
Zdaj ste omenili tekmo z Brazilije in Švice. Ti favoriti vsaj če se zdaj dotaknemo svetovnega prvenstva, ti, ki so favoriti na papirju, nekako zelo težko opravljajo svoje delo, vsaj v dosedanjem poteku. Nekako spotaknili so se Brazilci, pred njimi Argentinci, še najbolj pa Nemci, ki so tudi branilci zadnjega naslova. Kaj to pomeni? Ali morda celo ta ena taktika začenja izpodrivati samo tehniko? Ja, taktika je... Glejte, danes vse reprezentance, ki so na svetovnem prvenstvu bolj ali manj igrajo v vrhunskih klubih. Igralci igrajo v vrhunskih klubih in so tudi taktično in tehnično izredno izobraženi. Danes prihaja samo do te male individualne razlike. Če smo imeli Argentino ali pa se spotaknili ali pa včeraj Brazilijo, Neymar je vrhunski igralec, eden najboljših na svetu. Ampak moramo vedeti, da on 3 mesece ni igral. Se pravi, ni še v formi. Če smo včeraj igrali tekmo, zdaj nekje bazira reprezentanca na njemu, na njegovih nekih idejah, njemu včeraj ni šlo. Enostavno oni niso mogli prebiti švicarskega... Švica ni igrala bunkerja, Se ni igrala, taktično je izredno dobro. Če gledam po 1:0, ko je Brazilija povedala, drugi del prvega polčasa je bila Švica boljša, tudi posed žoge je bila na vrhuncu. Tako da danes na svetovnih prvenstvih ni več zame tako izrazitih favoritov. Če gledamo samo na igrišču, če pa gledamo mi preteklo zgodovino, Brazilija, Argentina, Nemčija in ne vem, kdo še vse, Francija recimo, zdaj nekdo teh mora zmagati. Ni res. Moja osebna želja bi bila letošnje svetovno prvenstvo, da osvoji ena reprezentanca, ki je na papiru malo manjši favorit ali pa da sploh ni favorit. Potem pa povejva, katera bi bila recimo ta reprezentanca, če ste že omenili to temo, pa morda celo, kdo bi za vas lahko bil tiho presenečenje letošnjega prvenstva? Tu se lahko ponavadi, če napovedujem nekaj stvari, zelo zmotim. Kaj za meni, recimo, bom povedal Islandija proti Argentini. Ne bom rekel, da bo Islandija svetovni prvak, ampak oni, smo prej omenila tehniko, taktiko. Tehnično se vidi, so slabše podkovani kot marsikateri južnoameriška reprezentanca ali marsikatera druga evropska reprezentanca. Imajo pa tako srce in tako kemijo med sabo, da to je meni v športu toliko všeč, da mi grejo, zdaj branilci recimo, pa ne navijam za njih, ker pač jih opazujem, gledam, kako en igralec naredi vse za drugega ali pa za ekipo. Pa bi prej se še omenil, ko smo rekli, upekli so se prvo kolo. Ja, Argentina, Brazilija, Nemčija, tudi Francozi so komaj zmagali. Komaj zmagali. Zdaj pa, če omenim Francijo. Francija je prišla na to svetovno prvenstvo 2002, ko smo bili mi zraven, kot svetovni prvak. Ona je v pretekmovanju ni dosegla gola, eno tekmo je igrala 0:0 in je šla z nami domov. Bila pa je v skupini Senegal, mislim, da jih je Senegal premagal, so večinoma igralci igrali v francoski drugi ligi. To je recimo ni več tega favorita. Če ti ne daš vse od sebe, če se neka stvar ne poklopi na terenu, potem je na takem nivoju je poraz ali pa neodločen rezultat hitro pride. Tudi petarda hitro pride. 5 komadov pride, malo se opustiš, nekomu gre padeti not, ne gre stativu, golman ne brani, žoga gre v gol, je 5. Torej, zdaj smo bila pri teh tihih favoritih. Povejva, kdo pa so drugače vaši favoriti, koga nekako preferirate, kdo vam je morda najbolj všeč? Takega osebnega favorita, takega nimam. Sem prej omenil Islandijo, pa njihovo srce. Zdaj, če gledamo, da smo iz tega področja doma, jaz bi si želel, da pride Srbija skozi to skupino, ker je popolnoma ni bila favorit. Hrvaška je tudi, recimo, igra dober nogomet, ena generacija, ki bi si mogoče zaslužila, da pride po tistem Čiritovi generaciji. Vidnejšo se tudi mora poklopiti, lahko se pa obema zgodi, da niti skozi grupo ne prideta. Oboji imajo težko skupino. Vem, vsi imajo. Vsak ima, če bi gledaš ti recimo kazen Islandija, ne misli, recimo skupina, eno skupino, da naštema. Pa mislimo, da je slabša. Ni slabe reprezentance. Ni je. Tudi za Nemce nobenih ni pričakoval, da se bodo spotaknili. Nemci pa so ena posebna zgodba. Po mojem je ta generacija tudi nekaj že izpeta. Eni nosilci so šli.
so šli, niso več reprezentanci. Selektor Löw tudi ima težave, recimo iz Bundesliga. Bundesliga je tudi malo zaostala. Tam je Bayern superiorem, vsi ostali so pa nekje na takem nivoju, kot mogoče italijanska liga, brez Juventusa, Rome, Interja in ne vem, Lacija, ki so še zgoraj. Če gledamo, je gromozanska razlika v Bundesligi. In tudi njemu je težko črpati igralce, ki bi bili takoj pripravljeni osvajati svetovno prvenstvo. Prevzeti neko vidnejšo vlogo. Tako vidnejšo vlogo, kot je bila prej. Zdaj imamo, Lam je pustil kapetan, Neuer se je vrnil brez tekme, pol leta ni branil, čeprav na njega se lahko zanesejo še zmeraj. Drugih pa, dobro, to so, imeli bodo težave. Jaz mislim, da bodo imeli težave. Zato sem prej omenil Francijo. Pred 2002. je kot svetovni prvak šla domov z nami, se lahko zgodi Nemcem, da bodo tudi zdaj šli. Tudi to se je v zadnjih prvenstvih velikokrat dogajalo, da so aktualni prvaki šli domov. Ja, in tu je tudi ena, ta zgodba, ne vidim, oziroma ne čutim več tiste nemške vztrajnosti v nemške reprezentanci, ki bi garala, tudi če zgubila. Recimo 2 razlike v 90-ih se še oni niso predali, je bilo v 95 2-2 ali pa so zmagali. Tega včeraj nisem opazil, recimo ne. Sami ste bili vratar. Na tem prvenstvu smo videli že eno veliko napako Davida De Geje proti Portugalcem. Napake vratarjev so toliko boljše izpostavljene, vsak jih vidi. Kako ste sami pripravili naše vratarje na tisto prvenstvo, oziroma kako nekako igralce pripraviti, da prenesejo ta pritisk in tudi, če se jim zgodi napaka, kako iti čez njo in se ne preveč obremenjevati? Glejte, tu se bom zdaj, pri De Geji sva začela, pa bom tukaj istočasno omenil tudi Kariusa od Liverpoola. Oba golmana sta izredno dobra, sta vrhunska vratarja. Ampak nima se, recimo, De Geji se je zelo zgodilo, on še ima šanso, da še popravi neke stvari. Karius pa je branil, pa je naredil te napake, take šolske napake na finalu Lige prvakov. In to si bodo vsi zapomnili. Vsi si zapomnijo to tekmo, se pravi, na najpomembnejši tekmi njegovega življenja se mu je to zgodilo. Zdaj pa nekaj, takšne gole, kot je dobil De Geja ali Karius, se vsakemu vratarju na treningu ali na prijateljski tekmi ali na nekem se zgodijo. Zdaj je samo odvisno, ali imaš to srečo, ali ta koncentracija, ki jo izzivaš na tekmi, moraš biti popolnoma koncentriran do zadnje minute. Ker res vratar, ena žoga, misli, da je najlažja žoga, pa ti spade z roke ali ti tako tegej, ki si on misliš, čuti, 22 metrov žoga gre na njega, hoče prijeti, se mu odbije od roke, z noge v gol. To so stvari, ki se pa drugače na treningu dogajajo, ampak iz tega se moraš nekaj naučiti. To je zato. In tu so potem tudi izkušnje. Starejši si, tam 30 in preko, manj se te stvari dogajajo. Vratarju. Vse meni se. Jaz govorim iz svojih izkušenj. Naše vratarje pa, jaz vem, da če se zdaj pogovarjamo, kaj z Zlatkom Zahovičem, pa s Pavlinom, ali pa s Karičem, ali pa s tem, oni pravijo, da so bili vratarje naša rak rana, te reprezentante zlate generacije, pa jaz osebno ne mislim tako, ker dobro rečemo, na Evropskem prvenstvu Dabanović res ni branil briljantno, Katanec se je odločil za njega, čeprav sem jaz bil drugačnega mnenja. Marko Simonović pa je svoje oddelal na svetovnem prvenstvu, ni bil krivec ali pa neke stvari, da bi se dogajale take, da bi lahko da bi bila taka napaka kot od De Geje ali Kariusa. Važna je glava. Se pravi glava. Ja, važna je glava. Ker vsak vratar, ki pride tako daleč, vsak vratar, ki ga mi gledamo po televiziji, na bilo katerem programu, na vašem, je vrhunski vratar. To mi lahko verjamete. In to je toliko dela, toliko odrekanja, toliko tega, zdaj pa samo tisti kanček sreče. Pa za koga igraš, za katero ekipo, kako te mediji podpirajo. Važna je ta samozavest in kanček sreče. Poleg koncentracije in forme, ki jo moraš imeti. Glede na to, da naj čas nekoliko že preganja, povejva za konec še nekaj. Pred kratkim je postalo jasno, da Zlatko Zahovič ostaja v Mariboru v vlogi športnega direktorja. Kako sami komentirate to odločitev? Vsekakor je to za NK Maribor dobra novica. Jaz Zlatka poznam od
od malega, še kot pionirčka Glinskega vrta, ko sem še jaz branil, tam je bil, on še zmeraj mi reče, včasih bil sem tvoj avtomigec, pobiralec žog, ne. In poznam tudi njegov karakter, vem, kak je zmagovalni tip je. Njega so nekaj stvari v NK Maribor sigurno zmote, zato se je tudi tako odločil, ampak zdrav razum. Zdrav razum, mislim, da se je pravilno odločil, da bo vodil NK Maribor dalje kot športni direktor. To zdrav razum je prevladal, ker dejansko je ta novi NK Maribor s temi evropskimi uspehi dejansko zgradil on z ekipo, ki jo je postavil okoli sebe, nihče drug, ampak on. Upravni odbor so samo predstavniki sponzorjev in tisti, ki bore malo se spoznajo o nogometu, če pa o nogometu. Zlatko pa je eden redkih, če ne prvi Slovenec, ki je obračal, je bil v takih klubih, ki so se obračali milijoni, ker vejo, kako veliki klubi, velike reprezentance funkcionirajo in te izkušnje on prenaša na slovenski prostor, zaradi tega je tudi Maribor postavil na te noge, na ta nivo, kjer je danes. Je pa res, da imamo vsi ljudje tudi napake. Vsi se ne strinjamo zmeraj z vsako odločitvijo vsakega človeka, tako verjetno tudi z Zlatkom Zahovičem. Gospod Irgolič, hvala za vsa ta pojasnila, da ste del tega delili z nami in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo in srečno naprej. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.